V Cankarjevem domu v Ljubljani je v sredo, 22. novembra, svoja vrata odprl že 33. slovenski knjižni sejem. Letos obeležujemo 100 let od izida prve slovenske slikanice Levstikovega Martina Krpana z 12 ilustracijami Hinka Smrekarja. Zveza že vrsto let sodeluje na knjižnem sejmu, kjer predstavlja različne svoje izdelke, med njimi tudi pravljice. Že 6. leto zapored smo izdali pravljico v slovenskem znakovnem jeziku. Tokratna zadnja pravljica, Žiga špageti za punce magnet, je pa nekaj res izjema v slovenskem prostoru. To je prva pravljica, ki je prilagojena za gluhe v znakovnem jeziku, za slepe z brajo vrstico in tipanko, in tudi za tiste, ki teže berejo, se pravi v lažje berljivi tehniki. Vse to smo združili v eno knjigo in jo predstavljamo na tokratnem knjižnem sejmu. Veš, za zmaje je res nenavadno, da smo v vodi. Vendar si pogumno šel. No ja, malo tudi zaradi tega, ker sem res potreboval družbo. Veš, tam spodaj se sporazumevamo samo z rokami. Kljub temu se vsi razumemo. Poleg predstavitve vseh publikacij in izdelkov zveze pa smo imeli posebno priložnost in vabilo, da pripravimo poseben kulturni program v sklopu knjižnega sejma. Odločili smo se, da poleg neke osnovne predstavitve o gluhoti, naglušnosti in gluhoslepoti smo tudi premierno pravzaprav javnosti predstavili spot Dan ljubezni v slovenskem znakovnem jeziku in ob tem tudi predstavili igrico Zmajček in morska deklica v znakovnem jeziku. Iskrene čestitke vsem za vaš nastop. In gluhi pomagajo, kako pomagajo gluhi? Ko čestitajo pa? Takole, bravo. Dan ljubezni je tako ali tako vedno pomemben, en najpomembnejših dni v našem življenju, ne? In ta dan vsi čakamo. Je pa Dan ljubezni eden prvih spotov, ki je bil narejen v Sloveniji za gluhe. Tole ni prva verzija spota Dan ljubezni. Je neke vrste remake, pravzaprav novi spot na isti slovenski evergreen. Zakaj sem se lotil tega spota? Sam sem v tem znakovnem jeziku opazil eno stvar, in sicer, da ni jezika, ki bi bil bolj nabit z čustvi, kakor je znakovni jezik. Pri vsakem jeziku lahko ti blefiraš, lahko govoriva o žalosti, o joku in tako naprej, ampak se ne bova jokala. Gluhi morajo govoriti tudi s svojimi čustvi. Sam sem si želel predvsem emocije iz kretnje, iz nečesa, kjer ni zvoka, izvabiti. Upam, da mi je to uspelo. Če si v 5 dneh, kolikor je trajal knjižni sejem, niste vzeli niti enega samega dne za sprehod med knjižnimi policami, potem vam je lahko krepko žal. Knjige so namreč naše zveste in čudovite prijateljice.